Z mano je ena najbolj iskanih fizioterapevtk. Pravijo ji ženska s čudežnimi rokami, sicer pa je zaslužna za vrhunske rezultate številnih športnikov dobesedno svetovnega formata, sicer pa jo dodobra poznamo kot fizioterapevtko številnih slovenskih olimpijcev, med njimi Tino Maze, Luko Špikom in še mnogih drugih. Nežka Poljanšek, ni težko ugotoviti, da ste to prav vi. Pozdravljeni. Živijo. Nežka, k vam so prihajali številni športniki, zato ker so bili prepričani, da ste najboljši. Imate tudi čakalne vrste, zelo ste znani, priznani. Pa vendar, kaj pomeni delati s športniki svetovnega formata? Sigurno imate kakšno zanimivo zgodbico, ki bi nam jo lahko zaupali. Delati športniki je svojevrsten izziv. Je tudi naporno. Po eni strani se moraš odreči enemu delu svojega življenja, ker moraš živeti za športnika, če hočeš biti dober fizioterapevt. Imam pa eno zanimivo zgodbico, ki mislim, da mi bo ostala za celo življenje. To je bilo svetovno prvenstvo v Schladmingu, kjer sem bila s Tino. In je po prvem teku veleslaloma bila šele peta. Ona ni bila nikoli zadovoljna še z drugim mestom, ne kaj šele s petim. Med prvim in drugim tekom sem bila vedno jaz z njo, da sem jo pripravila na drug tek, ampak ko je šla na drugi tek, pa sem jaz mislila, da ona ni šans, da pride sploh do cilja. In ko sem videla, kako je vozila in kako je prišla dol z 1 sekundo prednosti pred vsemi, kako je iz tistega pepela, ko sem bila priča med prvim in drugim tekom, ostala kot Feniks iz pepela. In kako so mi solze sreče, ker jih nisem mogla ustaviti, če 2 ure tekle po licu. Še danes mi gre kar na jok, ko se spomnim na to. To je v bistvu en tak trenutek, ki se mi je najbolj usedel v srce. Pa verjetno imate veliko takšnih zgodb, ki bi nam jih lahko zaupali. Ampak kaj pa potem loči vas, ki ste kot najboljša fizioterapevtka, poglejte, kakšna imena so vam dejansko zaupali, zato ker so verjeli, da ste najboljši. Kaj pa je tisto, kar potem naredi fizioterapevte tako dobre? Jaz nekaj kilometrina, kaj dobimo, 100 kilometrino, pridobimo ogromno znanja, tehnike. Drugo je pa to, da ko enkrat tehnike obvladaš, lahko začneš delati na drugih nivojih. Lahko delaš na čustvenem nivoju, lahko delaš na energetskem nivoju in imaš to sposobnost, da lahko športnika gledaš celostno in tudi celostno narediš terapijo. Zanimiva pa mi je tudi vaša osebna zgodba, kako ste začeli s fizioterapijo oziroma željo. Že kot otrok ste začetili, kaj ne? Ja, že kot mama je rekla, da že ko sem bila stara 2 leti, da sem sorodnikom povijala roke pa noge in sem nekaj, zdaj pa sem pa jaz pozdravila. In sem nam odvila tiste povoje in sem jih razgibavala, sploh ne vem, odkje to, ker takrat poklic fizioterapevt sploh ni bil znan, ne. Ampak zrasla sem s tem, ja, in živela sem na kmetiji v Žireh. Moji starši so si želeli, da grem takoj po osnovni šoli delati v Alpino, ne. Ampak jaz sem sledila svojim sanjam in sem šla v internat s 15 leti v Ljubljano in pa šla pot samo navzgor. Sami ste rekli, da pri 7 letih ste si prav želeli pomagati drugima, ne, kot fizioterapevtka. Ne, pri 7 letih smo gledali olimpijske igre in ne vem, od kje mi je prišlo to, da bom ali želja ali pa že vedanje, da nekoč bom na olimpijskih igrah. Takrat je bil ta občutek, da bi bila tam pa pomagala enemu športniku že pri 7 letih zelo močen. Zanimivo. Ampak jaz sem takrat pol na to pozabila in sem se spomnila šele dejansko, ko sem bila v Sočiju na olimpijskih igrah, kako sem si takrat želela to, ne. Potem vam je bila ta pot nekako tudi namenjena, Ja, da greste. je bila namenjena. Ampak ne delate pa samo z profesionalnimi športniki, temveč tudi z navadnimi pisarniškimi, ljudmi. Ampak sigurno lahko potegnete kakšno vzporednico med njimi. Ja, zdaj jaz z vrhunskimi športniki delam vedno manj. Moram reči, da sem se tudi malo najedla teh potovanj. Tempa, ja, in da mi je zelo všeč, da imam svojo ordinacijo v enem mirnem kotičku v Ljubljani in da po službi svojim kužkom pa svojimi otroci, mislim, da sta zdaj že velike,
pa nista več doma, da imam tudi nekaj od svojega življenja, ne? Ker delaš z vrhunskim športnikom, moraš biti 100% samo z njim. Ne? Kakšna je pa povezava med vrhunskim športnikom in rekreativnim? Jaz mislim, da vrhunski in rekreativni športniki premalo poslušajo svoje telo. To je prva napaka, ki jo delajo, da čist preveč poslušajo glavo. Ne? In zaradi tega v bistvu je veliko več možnosti za poškodbo. Je pa tako, da so oboji podvrženi degeneraciji. Po 25. letu mi ne proizvajamo več lastnega kolagena. Oboji moramo skrbeti za svoje sklepe, ne? Ker hrustanec je edina uganka v medicini, ki se je ne da popraviti. Kako pa skrbimo za sklepe oziroma hrustanec kot takšen? Prava mera vadbe, vaje za moč, raztezne vaje, zmanjša telesno težo, če je previsoka. Zame kot dopolnilna prehrana je zelo pomembna Swiss Gums kapsula. Zelo efektivna, jaz jo uživam že 7 let in moram reči, da imam fenomenalne rezultate. Res je, da tudi vem, kako moram delati vaje, pa kakšne. No, ampak veliko pa je rekreativnih športnikov, ne? Pa ravno tako pride do poškodb. Pa ne ravno toliko poškodb, govorimo tukaj tudi o bolečinah v hrbtu, ramenih, ne? Tega je veliko, pa ni nujno, da pripišemo potem treningom. Prva napaka, ki jo delajo rekreativni športniki, je ta, da grejo kar direktno v šport, brez da bi telo sploh pripravili na to. Ne? Če se ti odločiš teči, je zelo pomembno, da najprej preveriš, ali imaš sploh dobre mišice. Je razmerje med spredaj, zadaj zadovoljujoče. Ne? Ker če greš ti kar teči, pa imaš kvadriceps zelo močen, zadnjo ložo pa zelo slabo, bo prej ali slej te začel kolen boleti. Ja, kako pa potem skrbimo, mogoče preventivno, če ste omenili sklepe? Jaz mislim, da je najbolj fajn, da malo preverimo, kakšno je naše ravnovesje spredaj, zadaj, zgoraj, spodaj in da pa na tem področju delamo vaje za moč in vaje za raztezanje. In ko to nekako svoje telo usposobimo, takrat smo šele sposobni za šport. No, spoznali pa ste, oziroma mogoče bolje preizkusili veliko prehranskih dopolnil. Kaj pa ste ugotovili in zakaj je potem Swiss Gums toliko boljši? Jaz prisegam na Swiss Gums, čisto zaradi tega, ker sem ga sama sprobala. Kot fizioterapevtka sem se poglobila v to, kakšna sestava je noter, in sem spoznala, da je Swiss Gums tako učinkovit zaradi tega, ker vsebuje naravni kolagen tipa 1 in 2 z vitaminom C. Ampak to pomeni, da ga jemljem lahko kar tako, zdaj, če govorim zase, preventivno, glede na to, da nisem neka športnica, rekreativno se pa ukvarjam. Ja, jaz vam bi zelo priporočala. Zdaj ste še toliko mlada, da na starost ne boste imela težav. Je preventivno zelo učinkovito, da že zdaj jemljete, mogoče naredite eno kuro samo 3 mesece, pa pol leta ne, pa 3 mesece, pa pol leta ne. Tako da nahranite sklepe, ker vaši sklepi morajo biti nahranjeni. Priporočam vsem, v bistvu tudi mladostnikom. Zdaj smo sploh delali študijo in so te študije pokazale, da se za 80% zmanjša bolečina, če jemljajo Swiss Gums. Zanimivo, ampak tudi sami ste zelo fit za svoje leta, ki ste jih prej omenili. S kakšnimi športi pa se vse ukvarjate? Ja, jaz sem športnica po duši že od nekdaj. Včasih sem bila alpinistka, sem se največ s tem ukvarjala vso svojo mladost. Potem sem pa rodila prvo hčerko, me je pa alpinizem čist minil, pa pol še drugo hčerko. Potem sem se pa vrgla v druge športe. Po, ko ste bila malo starejša, sem želela, da imamo en družinski šport in to je bilo kajtanje. In zdaj smo v bistvu, kadarkoli imamo čas, gremo kajtati. Ne? No, pa lahko pa kar poveva, da bo še kakšna zanimiva zgodba z vaše strani, da pa ste se tudi poškodovali, ne? Da ni, da pa ne bi vi imeli poškodb. Ja, to je pa res. Ja. Da sem s kajtom previsok skočila in ker je bil lih sunek vetra, mi je kajt iz roke ušel. Bila sem pa na obali in sem iz 6 metrov preletela na stegnem kolen in sem strgala križne vezi. In dali so mi blokado v hrbet in da sem
čist preventivno, mislim, ali pa čist radovedno vprašala operaterja, če lahko malo preveri moj hrustanc, ne. Ja. In je rekel, da imam hrustanc kot otrok. In tega sem bila zelo vesela. Sigurno to prepisujem tudi Gamsu, ki ga jemljem že 7 let. No, zanimivo, ampak vi pa znate potem pristopiti k samemu ukrevanju, kdo drug, če pa ne vi. Ampak seveda k temu pa pripomore tudi Swiss Gums, o katerem pa sva danes tudi kaj več povedali. Hvala. Hvala vam. Preizkusite Swiss Gums 30 dni brezplačno. Naročite na swissgums.si.